Januar 2026. Ljubljana se je znašla pod debelo snežno odejo. Vprašanje, ki je razdelilo vse, je bilo v bistvu čisto preprosto. Kje se poziv k pomoči spremeni v ukaz? Pa si poglejmo, kaj se je takrat v resnici dogajalo. Torej, Ljubljana se zbudi, vsa bela, ampak ta idila je trajala zelo kratek čas. Sporočilo, ki je prišlo z mestne občine, je namreč takoj sprožilo cel val ogorčenja in odprlo eno tako temeljno vprašanje, kdo je pravzaprav odgovoren za to, da so javne površine urejene. V tej naši analizi bomo raziskali celotno zgodbo. Začeli bomo z uradnim pozivom mesta in podjetja KPL, potem pa se bomo poglobili v oster odziv občanov. Pogledali si bomo pravne temelje tega spora, ga postavili v širši kontekst upravljanja mesta in se na koncu vprašali, kaj to pomeni za prihodnost. Pa začnemo. Dobro, kaj je torej točno pisalo v tistem sporočilu, ki je tako razburilo ljudi? Poglejmo najprej čisto uradno plat zgodbe. No, na prvi pogled je poziv deloval preprosto, mogoče celo velikodušno. Mesto je ponudilo brezplačno sol in to kar 15 kg na osebo. Vse, kar je bilo treba, je bilo priti na sedež podjetja KPL. V zameno pa je mesto prosilo za pomoč. Pogoj? Samo dokazilo o bivanju in pa seveda lastna posoda. Ampak to ni bila samo prošnja. Sporočilo je vsebovalo tudi zelo podrobne nasvete za varno kidanje snega, pa tudi za pravilno uporabo soli. Z uradnega stališča je to rešilo za eno tako pobudo, ki naj bi bila v dobrobit celotne skupnosti. Mesto je torej poskrbilo za vse. Res, od ogrevanja pravilne drže, potiskanja na mesto dvigovanja, pa vse do nasveta o zmernosti pri nalaganju. A ravno ta navodila za delo so postala jedro spora. Ljudje so se začeli spraševati, zakaj bi to delo sploh morali opravljati oni. In tukaj se zgodba obrne za 180 stopinj. Poglejmo si zdaj drugo stran in kako se je ta na videz dobronameren poziv sprevrgel v buren protest in resne obtožbe. Glavno vprašanje, ki je razklalo javnost, je bilo torej tole. Ali gre res za iskreno vabilo k sodelovanju ali pa morda za prelaganje odgovornosti? Odgovornosti z javne službe, za katero občani že plačujejo, naravnost na njihova ramena. Tale citat iz protestnega pisma, ki je zaokrožil po spletu, res odlično povzame bistvo ogorčenja. Občani so se počutili natanko tako. Zakaj bi morali opravljati delo, za katero so že plačali? Ta primerjava z mehanikom je postala osrednja točka njihovega argumenta. In bistvo kritike je bilo prav to. Prebivalci Ljubljane plačujejo davke, med njimi tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, na kratko NUZS. In prav s tem denarjem se financirajo storitve, kot je pluženje snega. V tem odnosu so oni naročniki in plačniki, ne pa neka brezplačna delovna sila za podjetje KPL. V vsej tej debati se je pojavil en zelo močan izraz – fevdalizacija. S tem so kritiki opisali nek nov, po njihovem mnenju, sprevržen odnos. Odnos, v katerem občan plača svoj davek, nekakšno desetino, ampak v zameno ne dobi storitve, ampak navodila za delo. Poglejmo si zdaj, kako se to nezadovoljstvo opira na pravne temelje. Ker ne gre samo za nek občutek krivice, ampak za sklicevanje na čisto konkretne zakone in celo na ustavo. Tale tabela kar lepo prikaže argumente kritikov. Trdili so, da KPL kot gospodarska družba sploh nima ustavne pravice, da bi občanom nalagal kakršnekoli obveznosti. Po zakonu je vzdrževanje javnih površin pač dolžnost občine. Potem pa so poudarili še eno čisto praktično posledico. Če komu spodrsne na neočiščenem pločniku, po obligacijskem zakoniku odgovarja upravljavec, torej mesto, ne pa nekdo, ki je šel mimo. In seveda, zaračunavanje davkov brez opravljene storitve so označili za pravno sporno. Ampak ta spor zaradi snega je bil, kot se je izkazalo, le vrh ledene gore. Razkril je še druge, globlje napetosti, ki so v mestu tlele že dlje časa. In poglobil občutek, da mesto ne dela več za svoje prebivalce. In tukaj pridemo do te širše slike. Na eni strani imamo prebivalce centra mesta, ki jim potopni steblički ovirajo dostop do lastnih domov, menda zaradi varnosti. No, na drugi strani pa ima komercialni turistični vlakec po istih za promet zaprtih površinah popolnoma prosto pot. To seveda ustvarja zelo močen občutek dvojnih meril. Omejitve za domačine, privilegiji za komercialni turizem. Spor zaradi snega je ta občutek samo še okrepil. Ta občutek diskriminacije so kritiki neposredno povezali s 14. členom Ustave Republike Slovenije. Ta člen vsem zagotavlja enakost pred zakonom. Njihov argument je bil preprost. Javna pot ne more biti selektivno prevozna, glede na to, ali nekdo plača turistično vozovnico ali pa tam preprosto živi. In tako počasi prihajamo do zaključka.
Kaj nam ta snežna afera v resnici pove o našem mestu ter o vlogah in odgovornostih vseh nas? Bistvo vsega je torej to, da sneg nikoli ni bil zares problem. Bil je samo simptom nekega porušenega zaupanja. Sprožil je res temeljno debato o tem, kakšen naj bo odnos med mestno oblastjo in njenimi prebivalci. Kdo je tukaj naročnik in kdo izvajalec? Kdo je komu dolžan služiti? Ta močan stavek iz protestnega pisma odlično povzame stališče kritikov. Poudarja, da mesto pripada ljudem, ki v njem živijo, in ne zgolj komercialnim interesom ali pa izvajalcem javnih služb. In s tem pridemo do vprašanja, ki ostaja odprto, kje točno je meja, kje se konča dolžnost oblasti, da za davke zagotovi storitve in kje se začne odgovornost vsakega posameznika za skupnost, ki je na vse zadnje več kot le seštevek plačanih računov. To je vprašanje, o katerem se vsekakor splača razmisliti.